Prostor Peno. Danes raziskujemo sobo pobega. Znano je, da je to izkušnja, kjer so igralci zaprti v eni sobi, potem pa delujejo proti skupnemu cilju, da iz nje čim prej pobegnejo. Istemu cilju, kot ga imajo punce na zmenkih z mano in pa Jure, ko ga prosim za žepnino. Je pa v temi tudi precej odprtih vprašanj, predvsem med tistimi, ki nimamo naročnine na internet. Naprimer, koliko Slovencev je iz takih sob uspešno pobegnilo in koliko jih je še vedno ujeti. Ali bi dejavnost mogli prepovedati ali omogočiti tudi učencem in jih spustiti šele, ko rešijo teste. Ali pa to že delamo in temu rečemo srednja šola. Da bi dobil več podatkov, sem šel na pogovor s strokovnjakom. Vi delate v sobi pobega kot kaj? Stražar, varnostnik, profesionalni ugrabitelj? V bistvu delam v sobi pobega kot game master oziroma pomoč ljudem, ki hočejo pobegniti. Zakaj ljudje plačujejo, da jih zapirate v sobo, če smo to delali zdaj 2 let med korono zastonj? Eno je mogoče, da si zaprt doma, v nekem svojem okolju, ki ga že poznaš. Tu pa mogoče neka drugačna izkušnja, no? Tudi neka nova tema, mogoče kdaj zapreš kakemu zombiju, ki ga mogoče doma ne srečajo. Ja, sej štekam, ker zombijev, ki jih imamo doma, sem naveličen popolnoma. Verjamem. Ja. Koliko časa torej traja, da pridem ven? Je časa imate 60 minut, ene par sob je torej od 6 plus, nekaj od 12 naprej, je pa tudi odvisno od tematik, no tudi strašne sobe imajo potem višji omejitev. 6 let. Tako. Imate kaj krajšega? Ker ne vem, če imate časa danes. 6 let, ja, imamo 60 minut mogoče, če vam to ustreza. Ja, to bi bilo To bolj. bi pa bilo super. Ok, dobro. A lahko pridem kaj prej ven z dobrim obnašanjem? Ne, nažalost tega pa pri nas ni. Lahko pa greste prej ven z grdim obnašanjem. Naprimer, če hočete kaj polomiti, pol morate predčasno zapustiti sobo. Pa moram biti nesramen med tem intervjujem. Raje ne. Ja, pa bom. Ok. A kdo bo šel ven že prednji, je bilo treba plačati, naprimer. Ne, to pa še ne. Sem lahko danes prvi. Lahko poskusimo, če ne boste zdržali, ja? A veste, kaj je stokholmski sindrom? Ne poznam. Ko se žrtev zaljubi v svojega ugrabitelja. A je kaj možnosti, da se to zgodi tudi tukaj? Ne, se mi še ni zgodilo. Torej, to je samo v Stockholmu, verjetno. Kdo je najboljši v tem? Kdo je najboljši v tem? Ja? Dobro vprašanje. Nekdo, ki je v življenju zelo iznajdljiv, po moje. Nekdo, ki je že pobegnil, naprimer, od doma. Tudi to mogoče bi znalo biti. Ko pobegnem iz sobe, Ja. a lahko avtomatično tudi pobegnem iz zapora? Mogoče pa bi res šlo. Ne vem sicer, kak sistem imajo v zaporu, ampak po moje, da če ste dovolj pretkani, ja. Kaj pa iz piramidne sheme, ki je Herbalife? To pa sem že veliko ljudi slišal, da so šli v to, Okay. pa je bil pobeg kar težek, no. Tako da mogoče vseeno bolj priporočam escape roome, kako piramidno shemo. Ko ne bom mogel pobegniti iz Herbalife. To pa ne vem. A bi pa vsaj ti kupil malo Herbalife? Ne bi, hvala. Ne. Ne. Koliko ljudem pa uspe pobegniti? V večini, dajmo reči, okrog 75%. 75%. Ker, mislim, se trudimo, da jih seveda spodbujamo, da jim gre. To pomeni, da jih je več kot pol še noter ostalih. Skoraj polovica, ja, po hitrem izračunu. Evo, vidiš, nekaterim pač ne uspe priti ven. Kakšen nasvet imate za hobijiste, gledalce, ki zapirajo ljudi v prostem času, ampak hočejo postati profesionalci tukaj? Nasvet za zapiranje ljudi. Ja, naj jim dajo čim težji izhod, oziroma naj jih čim bolj dobro zaklenejo, da jim ne pobegnejo. Ok, cool, ste slišali. Še zadnje vprašanje. Kaj je bolj zabavno, pobegniti iz escape rooma ali folk zapirati noter? Odvisno od dneva. Odvisno tudi od skupine mogoče. Če kakšna nadležna skupina jih z veseljem zapreš, pa se tako bomo videli, kako ste pametni. Drugače pa tudi pobegnete, kar fajn feeling, no. Da lahko to sam precenim, sem izkusil escape room še na lastni koži. Nič, zgleda, da je to.
Aha, a je že 1 ura minila? Ne, gospod, niste še sploh začeli, zdaj ste bili v čakalnici. Sem se vrata niso odprla. Ja, to pa zato, ker morate ta vrata potegniti. Ne? In tako smo prišli do dna. Pobeg iz sobe sploh ni bil tako grozen, čeprav se ga tehnično gledano nisem udržil, pa tehnično gledano ne bi smel narediti te slike. Kaj pa je bolj zabavno, sem se pa mogel prepričati kar sam. Evo, potem pa kar skozi naslove, pa da vidimo, če pobegnete. Kar za vami, ja. Hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.